14 oziroma 16 teravatnih ur elektrike, ki bo donosna in okolju prijazna. Kaj vidimo, da lahko? Poglejmo neke potencijale. Slovenija ima, vse podatki so različni, pri različnih nekje 9 teravatnih ur ekonomsko upravičenega potencijala hidroenergije. Nekje brez težav naredimo teravatno uro sonca, imamo potencijal 1 teravat tudi za veterne elektrarne, kako ga bomo izkoristili, koliko, kje je, ampak govorimo 2030, 2040, 2050. Imejte vedno v glavi, kaj ste vi inženirji sposobni narediti v 10, 20 ali 30 letih. Ne gledati samo, kaj je danes, pa kaj je bilo predlani. Tisti je mimo. Ostalih virov lahko tudi nakraspamo za pol teravatne ure, še vedno nam ostane tale že narejen blok v Šoštanju ali pa skoraj narejen blok. Mislim, da je res bi bila ena neumnost, če smo ga že naredili. Nismo tako bogati država, ne vem, če bi bilo, prej bi bil vesel, da bi imeli za zdravnika, da takoj pridem na vrsto, pa še pa malo boljše šolanje, kot da bomo zdaj 1,5 milijarde kar naredili, pa vrgli stran. Pač to je dejstvo, mogoče ni najboljšo, edino, trenutno ne gre brez njega, tudi 2030 gotovo ne, ampak TEŠ 7 si ne želimo in tudi za NEK 2 v tem ni prostora. Poglejmo mogoče samo na hitro teh nekje 10 teravatnih ur, trenutno nekje dobre 4 teravatne ure proizvedemo z hidroenergijo, se pravi imamo ogromen potencijal po širitvi, največ ga je na Savi, nekaj malo na Muri, se strinjam, da je treba vse posod razmisliti, nekaj tudi na Kolpi, še ga je na pritokih Soče, na Idrici, kar je mogoče kdaj zelo smešno pa žalostno v tej državi, da mislim, da od osamosvojitve skoraj nihče ni dobil koncesije za malo hidroelektrarno. In tega potencijala je približno 1,2, 1,3 teravatne ure, ki ga nič ne izkoriščamo. Dobiti pri ARSU in podobnih državnih birokratih soglasje je misija nemogoče. In mi ta voda nam teče še kar v prazno in mi se pogovarjamo o nekih drugih stvarih, namesto da bi uredili to zakonodajo in omogočili spet privatne investicije, mali mlinčki, s tem pa zagotovimo tudi strateško varnost, strateško oskrbo, delno tudi malo problemov v omrežju, vse smo čuli pametno omrežje, ampak jaz verjamem, tako kot sem prej rekel, v vas inženirje, da boste to v 10, 20, 30 letih brez težav vse rešili. Nekaj pa morate delati, se ne morate še živeti na recimo starih lovorikah, se je za vsega izziv nekaj novega. Tako da potencijala je dovolj na vodi. Sončni potencijal. Jaz ne vidim nadaleč, ampak tistle kvadratek tamle, ko ga vidite, zadošča za vse slovenske potrebe po električni energiji. Vse boste rekli, pa kaj čez dni, čez noč, pa konice, pa to. Tistle je dosti. Lahko damo pa tako, kot je gospod profesor Novak že prej povedal, ali pa damo vse južne sončne strehe, fotovoltaiko gor, pa smo tudi rešili problem. Skratka, gre mislim, da smo od predhodnikov čuli, da je vedno bolj donosna, ampak govorim čez 10, 20, 30 let, ne danes, jutri, cene bodo šle dol, izkoristki gor in opcija je realna. Namenoma ne pišem, kaj je potencijal, če vidite, da je tisto le tamle kvadratek dovolj za celo Slovenijo, potem se samo vprašajte, kaj hočemo in kaj ne želim. Tam je pač največ sonca, se lahko ga predstavljamo, lahko ga delimo, ampak upajmo, da vse en občutek, kaj je dovolj, koliko Slovenije je treba pokriti, da imamo za svoje potrebe dovolj. Veterni, tu me boste skakali. Pač tukaj piha, da bi bilo ekonomsko smiselno, seveda je treba okoljske vidike, pa ptiče, pa nature, pa vse skupaj. Vem, Kras, Pohorje, Boč, del Julijskih Alp, srednji del Karavanko, srednji del Kamniško-Savinjskih Alp, deli Pohorja, Golte, podobno, vse pravim, del Kočevski, kjer je potencijala. Vsekakor se moramo dogovoriti, ampak mislim, da je potencijala v Sloveniji dovolj, da za neko soliden del Mavrice, ki je bila prej strani Greenpeace omenjena, energetske. Se pravim, 2 slajda še končujem. Imamo tudi še bolj alternativne vire, ki se dajo tudi za korist elektrike, se pravi na biomaso, bioplin, geotermalno energijo in tudi tukaj se da nekaj potencijala
še izkoristiti, še bolj narediti. Jaz bi se pravim, na koncu bi se vam zahvalil, ustanovili smo klub največjih okolje prijaznih naročnikov elektrike, vam pa inženirjem dajem na tem mestu izziv, da probamo to uresničiti vladi, ministrom, pa upam, da bodo to tudi upoštevali v programu in ga tako ciljno in motivacijsko napisali in se pravim, verjamem v vas inženirje z našo ekonomsko pomočjo, da speljemo kaj taga, da se čez 10-20 let govorimo, da bomo na področju elektrike samo proizvajali samo iz obnovljivih virov. Hvala. Hvala. Zdaj smo pa mi že ves naš čas izčrpali in tudi zgleda potrpežljivost večine prisotnih. Mislim pa, da smo pa vsi mnenja, da se moramo pa večkrat dobiti, ampak dobiti tudi tiste, ki bodo morali poslušati to, kar jim sporočamo. No? Drži. Hvala lepa in se vidimo.